Dobro jutro, draga cerkev. Spet smo se zbrali, da bi dali slavo našemu Gospodu in Kralju Jezusu Kristusu. Dvignimo naša srca v slovljenju in se prepustimo Svetemu Duhu. Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem si. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja, Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem si. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja, Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem si. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja, Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Bog rešitelj, Bog zdravnik moj, naša si pomoč. To si ti, Bog rešitelj, Bog zdravnik moj, naša si pomoč. To si ti, slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem si. Slava vsa pripada ti, Bog. Dober dan, kako ste? Upam, da dobro preživljate ta drugi del virusa in da niste v preveliki paniki. Danes smo se zbrali, da bi dali slavo Bogu. Bogu, ki ljubi, ki se razdaja, ki zlamlja laži, ki napolnjuje naša srca z ljubeznijo. Z ljubeznijo, ki ni od tega sveta. Jezus nam je obljubil, da gre, da nam pripravi prostor, potem pa se bo vrnil po nas. Vrnil se bo po svojo nevesto. Verjamem, da Jezus želi povedati svoji nevesti, svoji cerkvi: bodi pripravljena, ljuba moja, prihajam kmalu. Prej, kakor si ti misliš. Priprav se, cerkev moja. Jaz ti bom pomagal preživeti te čase, imej pogled uprt vame. Jaz te ljubim, jaz prihajam pote, jaz te čuvam, jaz te negujem, jaz sem tvoj Gospod. Kako naj se cerkev pripravi za prihod svojega ženina? Pomislimo na primer, kaj naredimo, če nam nekdo pride na obisk. Preden pridejo gostje, ponavadi pospravimo svoj dom. Vendar ne želimo, da je vse samo zglanceno in pospravljeno v nulo. Red, disciplina, otroci so dobili svojo pridgo in so tiho kot miške. Na prvem mestu želimo, da se ljudje prijetno počutijo. Naredimo vse, da bi se med obiskom prijetno imeli. Prijetno ozračje bi radi ustvarili zato, ker nam je mar za njih. Želimo ustvariti ozračje milosti, zato da bi se ljudje počutili sprejeti. In poznate tisti pregovor: roke gradijo hišo, srca pa ustvarijo dom. Prijatelje bi radi sprejeli v naš dom in ne samo v našo hišo.
Tudi mi, Kristusova cerkev, se pripravljamo na obisk, na več kot obisk, na svojega ženina. Mi ne želimo, da bi cerkev, da bi skupnost Božjih otrok le navzven dajala dober vtis. Želimo si, da bi bila naša srca pripravljena na obisk svojega kralja. Želimo si, da bi cerkev bila pripravljena in v radosti pričakovala svojega ljubega. Rad bi, da v pričakovanju obiska našega kralja danes naredimo eno mini jesensko čiščenje našega doma. Kako bo to izgledalo, se sprašujete? To bomo naredili tako, da bomo spregovorili o odnosih znotraj krščanskih skupnosti. Govorili bomo o spravi Boga s človekom, govorili bomo tudi o tem, kako nam Bog pomaga, da se soočamo s konflikti, ki jih izkušamo tudi znotraj cerkve. On si želi, da bi naši odnosi delovali in bili v pričevanje o nekem drugem kraljestvu, ki ni od tega sveta. Bili smo duhovno mrtvi, zato nas je Bog moral oživiti in dati novo srce, novo življenje. Bog si želi, da bi se odnosi nebeškega kraljestva preko teh oživljenih, preko teh novih src udejanili in zaživeli tudi tukaj na zemlji. Spomnimo se, kako je Jezus molil, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. Da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Jezus moli, da bi bili eno zato, da bi svet veroval. Ste opazili to? To je Janez 17:21. Da bi svet veroval, da je nebeško kraljestvo resnično in da je naš ljubeč nebeški Oče Jezusa poslal na reševalno akcijo. Jezus moli, da bi bili eno, kot sta on in Oče eno. Nobena skrivnost ni, da so cerkve polne zelo različnih ljudi. Hvala Bogu za to. Tako je povsem normalno, da prihaja do nesoglasij. Tudi cerkev v času apostolov ni bila nič drugačna. Vesela novica se je širila po vsem svetu in 2000 let kasneje dosegla tudi nas. Navkljub človekovi nepopolnosti. To je dobra novica za nas. Brez panike, popoln je samo Bog. Bog je sam razrešil prepad, konflikt, ki je obstajal med njim in ljudmi. Vendar pa moramo tisti, ki poznamo Jezusa, še vedno živeti v padlem svetu, ker še vedno izkušamo bolečino, še vedno izkušamo razočaranja na delovnem mestu, v naših družinah, šolah, pa tudi v cerkvah. Danes imam za nas nekaj dobrih novic, pa tudi nekaj slabih novic. Slaba novica za vse nas je ta, da smo ljudje šibki in se sami velikokrat ne zmoremo in ne znamo soočati z izzivi, ki jih grešen in padli svet zmeče v nas. Ker dihamo zrak tega sveta, hočeš nočeš, vdihujemo strahove tega sveta, nismo imuni tudi na okoliščine, v katerih živimo. Ko pogledamo svoje telo, vidimo, da se stara, poškoduje, naša duša je velikokrat prizadeta, sami sebe razočaramo, priča smo vojnam, tragedijam. Žal velikokrat tudi sami grešimo, celo do tistih, ki so nam najbližje. Dobra novica je, da obstaja rešitev za človekove grehe in rane. Slaba novica za človeka je spet, da ta rešitev ni povsem po našem okusu. Trpel bo naš ponos. Spet dobra novica je, da je Jezus Kristus, naš rešitelj, naš odrešenik in naš zdravnik. Dobra novica je, da on ve, kaj dela. Spet po drugi strani je slaba novica ta, da mi vedno znova bežimo z operacijske mize, namesto da bi ležali pri miru in pustili kirurga, da zrihta naše srce. Največ, kar lahko storimo zase in za ljudi okoli nas je, da se prepustimo našemu odrešeniku, našemu zdravniku in natančno upoštevamo njegova navodila. Največ, kar lahko storimo eden za drugega je, da se med seboj spodbujamo in pozorno poslušamo, kaj ima Jezus Kristus, naš kralj, zapovedati glede cerkve in tudi glede odnosov v njej.
skupnost novorojenih božjih otrok, ki pravimo z drugo besedo cerkev, je Bog osnoval v konfliktnem okolju padlega sveta, našega planeta Zemlja. Na tej zemlji smo skupaj z našim pomočnikom, Svetim Duhom, zato, da bi odražali srce nebeškega Očeta in pričali o spravi med Bogom in ljudmi. Naj ponovim. Na tej zemlji smo skupaj z našim pomočnikom, Svetim Duhom, zato, da bi odražali srce nebeškega Očeta in pričali o spravi med Bogom in ljudmi. Zato smo tukaj. Skupnost božjih otrok naj bi odražala srce Boga in naj bi bila ambasada Božjega kraljestva na zemlji. Tu smo, da pričujemo, da je konflikt med Bogom in ljudmi bil razrešen. Da je Jezus svojo smrtjo na križu premostil prepad med Bogom in ljudmi. On nam je odprl vrata v naročje našega ljubečega nebeškega Očeta. On je ta vrata. Čudovito, neverjetno. Mi vsi, ki imamo potne liste, ali pa, če hočete, osebne izkaznice nebeškega kraljestva, smo ambasadori prav tega kraljestva. Ali z drugimi besedami, smo učenci kralja vseh kraljev in gospoda vseh gospodov. In oznanjamo njegov evangelij, veselo novico o nebeškem kraljestvu in o našem ljubečem kralju. Mi, njegova skupnost, smo zaradi naše vere in Božje milosti bili najprej oživljeni, potem pa ojačani Svetim Duhom, zato da bi se lahko držali poti in protokolov kraljestva, ki ni od tega sveta. To kraljestvo ni od tega sveta. Žal pa tudi nam, na novorojenim božjim otrokom, velikokrat spodleti. Ne zmoremo živeti popolnega življenja. Pademo, grešimo in se tudi, nažalost, prizadenemo med seboj. Naključni obiskovalec žive Jezusove cerkve lahko hitro vidi, da ni popolna. Vendar lahko začuti prisotnost nečesa večjega, česar se ne da opisati z besedami in ni povezano z ljudmi. Kaj se mu je zgodilo? Začutil je moč in prisotnost Boga. Boga samega, ki daje življenje in zdravi srca. Obiskovalec je prišel v stik s skupnostjo, ki nosi zaklad v krhkih posodah, kot piše v 2. Korinčanom 4. Božji otroci se zavedamo, da zmoremo vse v njem, ki nam daje moč, da je njegova milost dovolj, navkljub vsem trnom tega sveta, ki nas badajo, da smo v Jezusu več kot zmagovalci. Po drugi strani ne smemo pozabiti, ko se pogovarjamo o konfliktih, da je cerkev tudi bolnišnica, napolnjena s krhkimi posodami, ki okrevajo po rani, ki jo je človeku zadal greh. Ko se krhke posode združimo v skupnost, v cerkev, je neizogibno, da prihaja do nesoglasij in sporov. Zato je dobro, da smo najprej iskreni do samega sebe. Sami sebi si moramo najprej priznati, da me moja krhkost spravlja ob živce. Spravlja me ob živce. Saj sem bolj občutljiv in delam več napak, kot si upam priznati. In zaradi tega trpi moj ponos. To priznam. Zdaj pa pomislite, da pride skupaj 10 ali pa 100 krhkih posod, ki imajo že same sebe dovolj opravka, zdaj pa nam je Jezus naročil še, naj se naučimo živeti skupaj. Kako bo to izgledalo? Ne samo, da nam je naročil živeti skupaj, naročil nam je, da bomo eno, kot sta on in oče eno. In tu je definitivno potreben čudež. Dobra novica je, da je Bog poskrbel, da se ta čudež lahko zgodi in udejanji. No, pojdimo lepo počasi naprej in si poglejmo, kaj pravi Svetopismo o konfliktih. Kaj je konflikt? Konfliktu lahko rečemo tudi spor, nesoglasje, nasprotje ali pa neka napetost. Pri konfliktu se gre za razliko v mnenju, v nekem mnenju, namenu, nekem cilju, ko so želje ali cilje nasprotne strani onemogočeni ali pa omejeni. Sprav, gre se za neko razliko v mnenju in ta razlika povzroči frustracijo in nismo zadovoljni s tem. Zaradi človekove padle narave se vse povsod po svetu dogajajo konflikti.
Od tistih najbolj tragičnih, ki smo jim priča v obliki vojn, do fizičnega in verbalnega nasilja v družinah. Seveda obstajajo tudi bolj blagi in neškodljivi konflikti. Naprimer, nesoglasje s trgovko o vrnjenem drobižu, ali pa o tem, kaj bomo imeli za kosilo, ali pa kakšne ploščice naj kupimo za kopalnico, ali pa kako naj bo okrašena cerkev v božičnem času. Lahko bi naštevali še in še. Kaj so lahko vzroki konflikta? En vzrok je lahko nerazumevanje. Drugi vzrok konflikta so lahko različne vrednote, cilji, različni darovi in klici, prioritete, pričakovanja, različni interesi in mnenja. Vse to so lahko vzroki konflikta. Lahko je vzrok konflikta tekmovanje za omejene vere. Lahko pa je vzrok tudi grešno obnašanje in grešne želje, ki vodijo k grešnim besedam in dejanjem. Sveto pismo ne uči, da so vsi konflikti slabi. Nekateri konflikti, nekatera nesoglasja so naravni in celo dobrodošli, medtem ko drugi konflikti škodijo in med seboj odtujujejo ljudi. Da bi razumeli Božji pogled na konflikt, moramo razumeti, kaj Sveto pismo pravi o odnosih, o konfliktih in o svetu, v katerem živimo. En način, kako lahko gledamo na Sveto pismo od padca človeka v greh naprej, to se pravi od prve Mojzesove knjige, 3. poglavja, je ta, da gledamo na Sveto pismo kot na zgodbo o skrhanih in razrušenih odnosih. Sveto pismo je zgodba o konfliktu. Obenem pa je to tudi zgodba o Bogu in o tem, kaj vse je on naredil, da bi pozdravil in obnovil porušene odnose. Že skozi staro zavezo Bog razodeva njegovo ljubečo osebnost usmerjeno v odnose. Že v stari zavezi vidimo, da Bog naredi zavezo, da bo blagoslavljal ljudi. Vidimo, da je Bog pripravljen odpuščati krivice, storjene proti njemu. Že v stari zavezi vidimo, da pošilja voditelje, kralje, preroke, celo druge narode, da bi Izraelci lahko slišali njegov glas in se vrnili k njemu. Nova zaveza in sporočilo Evangelija pa govori o Božji ljubezni in spravi med Bogom in ljudmi in o razrešenem konfliktu, ki obstaja med njima. V Rimljanom 5 pravi, da je Bog izkazal svoj ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. V pismu Kološanom piše, v 1. poglavju, in on je glava telesa, to je cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo. Saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Bog nam želi dopovedati, da ni več konflikta. Kaj pravi dobra novica, vesela novica? Pravi, da je bil konflikt razrešen. Lahko rečete svojemu sosedu, ki sedi zraven vas pred ekrani, konflikt med mano in Bogom je bil razrešen. Aleluja. Aleluja. Bog nas kliče, da bi bili njegovi ambasadori sprave, da bi dobro novico, to veselo novico v našem čudovitem kralju in nebeškem kraljestvu prinesli vsem ljudem. 2. Korinčanom 5 pravi, da nam je zaupal besedo sprave. Bog nam je zaupal besedo sprave. Želi, da odražamo njegovo ljubezen in enotnost. Njegovo ljubezen in ne našo. Njegovo enotnost pod njegovimi standardi in ne našimi standardi. Če imamo to v mislih in če imamo to v srcih, se nam ne more zgoditi, da cerkev ne bi bila živa. Če imamo v mislih Božje standarde, se zavedamo, da jih je nemogoče doseči. Prav tako, kot je nemogoče s človeško močjo biti Božji otrok in Jezusov učenec. To je nekaj, kar ni od tega sveta. Bog nas kliče, da odražamo njegovo ljubezen. Bog nas kliče, da odražamo enotnost, ne neke uniformnosti. Bog si ne želi klonov. Te proizvaja mrtva religija, ne Bog.
Ljubezen in enotnost naj bi bila odraz tega, da smo ustvarjeni po Božji podobi in smo se ponovno rodili po Svetem Duhu. Bili smo prerojeni, staro je umrlo. Pavel pravi v Efežanom 4: Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega, prizadevajte si, da ohranite edinost duha z vezjo miru. Eno telo in en duh, kakor ste bili tudi poklicani v enem upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh. V Kološanom 3 nas Bog opozarja naj, če je to potrebno, preluftamo naša srca in spustimo notri svežega zraka, če lahko malo parafriziram. Kološanom 3 prav: Zdaj pa tudi vi odvrzite vse to, jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih ust. Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred in oblekli novega. Novega, ki se prenavlja za spoznanje po podobi svojega stvarnika. Če se bomo držali smernic, ki nam jih daje naš kralj preko svoje svete besede, potem bodo naše skupnosti mesto miru. Ljudje bodo lahko videli in izkušali iskreno ljubezen in enotnost na delu. Navkljub vsem nestrinjanjem, navkljub vsem konfliktom, ki se jih bo v spoštljivem in ljubečem ozračju reševalo sproti. Kot ambasadori kraljestva, ki ni od tega sveta, želimo ustvarjati kulturo miru, vendar ne z našo močjo in našo kontrolo. Ne delaj telega, ne tizga delati, prav se obnašaj, kaj bojo rekli sosedje. Če bomo to delali, je tako početje že vnaprej obsojeno na propad. To bi rodilo le samo pravičnost in mrtva religioznost, ki jo napaja človeški ponos. Bog si želi, da se držimo njegovih načinov, ko resnica in pravičnost hodita z roko v roki, z milostjo in ljubeznijo. Konflikt, spor, je v bistvu priložnost. Ste kdaj pomislili na to? Spor oziroma konflikt je priložnost, da poveličamo Boga, tako da odražamo, kdo on je in kaj on dela. Ko smo v sporu, se vprašajmo, kako lahko zadovoljim in počastim Boga v tej konfliktni situaciji. Bog je poveličan, ko smo ljudje odvisni od njega, mu zaupamo in smo mu poslušni. Tudi takrat, ko stvari izgledajo, da niso v našo prid. Konflikt je priložnost, da služimo drugim ljudem, da dihamo milost, da pomagamo nositi njihova bremena, da jim pomagamo, da se spremenijo skozi konstruktivno soočenje. Ljudem služimo tudi tako, da jih učimo in spodbujamo z zgledom. Konflikt je priložnost za rast in podobnost v Kristusu. Rimljanom 8 prav: Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Božji pogled na konflikt je precej drugačen od našega. Bog nas vabi, da spremenimo način, kako gledamo na situacijo, tako, da začnemo s ključnim korakom. Kaj je ta ključni korak? Da pripeljemo Boga v celotno situacijo. Ko začnemo z Bogom, je pri vsakem konfliktu več upanja na spravo. Naj podelim z vami nekaj praktičnih korakov, ki jih lahko storimo pri razreševanju konfliktov. En korak je: poveličuj Boga. Vprašaj se, kako lahko poveličam Boga v tej situaciji. Še en korak je, da odstranim bruno iz svojega očesa. Vprašaj se, kako lahko odražam Jezusovo delo v meni, tako da prevzamem odgovornost za svoj prispevek v konfliktu. Še en korak je, da nežno obnoviš
Pomisliš lahko, kako lahko služim drugim in jim pomagam, da prevzamejo odgovornost za svoj del pri nastalem konfliktu. Če nekdo greši, mu pomagam s konstruktivnim, poudarjam konstruktivnim in ljubečim soočenjem. Še en korak je, da greš in se spraviš, to pravi v Mateju 5. In da pomisliš, kako lahko odražam Božje odpuščanje in spodbujam k razumni rešitvi konflikta. Da grem, se spravam in odražam Božje odpuščanje. Jaz sem doživel Božje odpuščanje in vi ste ga tudi. Vsako od teh točk krepi in jo vodi evangelij kraljestva našega kralja Jezusa Kristusa. Skupnosti, cerkve, ki razmišljajo in živijo na tak način, razvijajo kulturo miru. To je tisto, k čemer nas kliče naš Bog in je čudovito in mogočno pričevanje za izgubljen svet v današnjem času. Za konec naj poudarim, da je naš odziv na konflikt stvar naše izbere in je naša odgovornost. Moj odziv je moja odgovornost. Moja žena me lahko užali, vendar ona ni odgovorna za moj grešen odziv. Zanj sem odgovoren jaz. Lahko znorim, lahko pa se v miru pogovoriva. Na sliki pred vami lahko vidite spolzko pobočje konflikta in različne možne odzive na konfliktne situacije. Na levi strani vidimo odzive pri begu stran od konflikta. Ljudje se pri takem odzivu želijo konfliktu izogniti, ne pa ga tudi rešiti. In ti odzivi so zanikanje, da konflikta ni, beg in v skrajnem primeru samomor. Na desni strani vidimo odzive napada. Za ljudi, ki so v konfliktu napadalni, je v tem primeru bolj važno, da zmagajo, kot da ohranijo zdrav odnos. In odzivi pri napadih so napad, pravdanje in v skrajnem primeru umor. V sredini pa vidimo mirovniške odzive. Pri treh se gre za osebno vključenost oseb, pri treh pa so vključeni tudi drugi z namenom, da bi pomagali pri razrešitvi konflikta. In ti odzivi so, kot vidite, spregled, sprava, pogajanje, posredovanje, poravnava in odgovornost. O teh se lahko podrobneje pogovorimo drugič, lahko pa si o njih več preberete v manjši knjigi, ki so jo pred nekaj leti izdali v Sloveniji. Imenuje se Razreševanje vsakodnevnih konfliktov, napisal jo je Ken Sande. Pavel pravi v 16. vrstic 1. poglavja Rimljanom: Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost iz vere v vero. Kakor je zapisano, pravični bo živel iz vere. Tak evangelij kraljestva, v katerem je moč kraljestva, nam je svojo spravo prinesel naš kralj. Jezus pravi v Mateju 24: In ta evangelij kraljestva, v katerem je moč, bo oznanjen po vsem svetu, pričevanje vsem narodom. In takrat bo prišel konec. In ta evangelij kraljestva, v katerem je moč, bo oznanjen po vsem svetu, pričevanje vsem narodom. Spomnimo se, Pavel poudarja, da je v evangeliju moč in da se ne sramuje tega evangelija. No, dobra novica je, da nas Gospod ni pustil same sredi naših konfliktov in nesoglasij, da se sami znajdemo in poizkušamo biti eno. Ni rekel, znajte se, kakor veste in znate. Ne, dal nam je pomočnika. Sveti Duh je prišel, da pričuje o resnici sprave in o moči evangelija kraljestva. Sveti Duh ustvarja okolje nebeškega kraljestva. To ni naše delo. To ni naše delo. To je delo Svetega Duha. Zato je Bog dal različne darove in službe cerkvi, da bi nas tudi preko teh darov in služb v moči Svetega Duha lahko uvajal v resnico o Božjem kraljestvu.
O njih lahko beremo v Rimljanom 12, v 1. Korinčanom 12. poglavju in v Efežanom 4. Ti darovi in službe služijo za napredovanje Božjega kraljestva in za izgradnjo žive skupnosti Božjih otrok, žive cerkve. Ko v 1. Korinčanom 12 Pavel govori o darovih Svetega Duha, v 7. vrstici na primer zapiše: vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. V korist vseh. Beseda v korist, upam, da bom prav izgovoril v grščini, simfero, pomeni v grščini pripeljati skupaj. Pripeljati skupaj. Torej so darovi namenjeni, da pripeljejo skupaj. Vsak zase se lahko vprašamo, kako jaz s svojim darom v moči Svetega Duha in po Božji milosti držim cerkev skupaj. Efežanom 4 pa pravi, da je naš kralj Jezus Kristus dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, eni pastori, pastiri in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja. Spet, gre se za izgrajevanje Kristusovega telesa. Poleg darov in služb pa je Bog dal cerkvi tudi sadove Svetega Duha. Ti nam pomagajo prepoznati, ali zadeve v skupnosti Božjih otrok funkcionirajo ali ne. Galačanom 5 prav, poznate te vrstice, sad duha pa je ljubezen, je veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po duhu, tudi delajmo po duhu. Bog nam preko sadov duha odkrije, ali je na delu Sveti Duh, ali pa naše krhke posode malo trokerajo in imamo težave z mesenostjo. S pomočjo sadov se znamo orientirati, ali smo na pravi poti. Ko obrodimo sadove duha, je to velikanska priča ljudem, ki so zunaj cerkve. Kot vidimo, je Bog zelo dobro poskrbel za svoje otroke, za svojo cerkev. Če bi se izrazil v turističnem žargonu, je Bog podaril njegovi skupnosti, njegovi cerkvi all-inclusive premium paket. In to bodo zagotovo opazili tudi drugi. Če greste na dopust ali čakate na letališču, v vrsti zagotovo opazite razliko med all-inclusive premium class in economy class. Kaj ne? Vsak, ki je potoval, 100% ste to izkusili. Bog skrbi za kvaliteto odnosov. Za kvaliteto odnosov, ki niso od tega sveta in vladajo znotraj nebeškega kraljestva. Naše delo je, da mu verjamemo in se prepustimo njegovim navodilom in vodstvu Svetega Duha, tudi pri razreševanju konfliktov. Za konec povzemimo na hitro, o čem je bilo govora danes, ko smo odprli okna cerkve in naredili malo prepiha. Najbolj pomembna in čudovita novica za človeka je, da smo bili v konfliktu z Bogom in je on to razrešil svojo smrtjo na križu. Nam pa zaupal službo sprave. Videli smo, da človek gleda na konflikt kot na tekmovanje, jaz proti tebi. Ko pa pripeljemo Boga v celotno sliko, postane konflikt priložnost za širjenje evangelija kraljestva. Dobra novica je, da je Bog pri vseh konfliktih z nami in se ni potrebno prestrašiti, ko nekaj ne gre po naših načrtih. On skupnosti svojih otrok daje darove in službe, ki jim pomagajo rasti. On nam daje darove, službe, ki nam pomagajo rasti. Najbolj pomembno pa je, da on daje cerkvi samega sebe. On je tukaj z nami. Nismo sami, nič bati. Vse je v redu. Jezus se vrača nazaj po svojo cerkev, po svojo navesto.
in si želi, da je pripravljena zanj. On pomaga svoji cerkvi. Potrebno je le, da ima cerkev uprt pogled vanj. Vanj, ki jo ljubi, čuva in neguje. Bodimo budni, ko se zapletemo v razna nesoglasja in spore. Čuvajmo svoje srce. Naj bo budno in v vseh okoliščinah usmerjeno na našega kralja in na našega odrešenika. Čuvajmo se odzivov, ki škodijo odnosom in povzročajo otrdelost srca. Otrdelo srce je velik sovražnik ljubezni. Bog nam obljublja, da je zaradi njegove moči in ljubezni naše novo srce zmožno odnosov, ki vladajo v nebeškem kraljestvu. On nam to obljublja. Tudi če se to novo srce, ta zaklad, skriva v krhki posodi. To je čudež. To je čudež. Začnimo verjeti v čudeže, ker naš Bog pričakuje, da verjamemo v čudeže, da verjamemo v njegovi besedi. Pomolimo. Hvala ti, Jezus, za tvojo milost. Hvala ti, da lahko pridemo k tebi taki, kakor smo. Hvala ti, da si nas spravil, Gospod, da lahko pridemo pred Boga, Gospod, zaradi tvojega odpuščanja, zaradi tvoje ljubezni, zaradi tvojega sprejemanja. In pomagaj nam, da se bomo tudi sprejemali eden druge. In mi potrebujemo tvojo moč, moč tega evangelija kraljestva, da bojo tudi naši odnosi v cerkvah odražali tvoje kraljestvo. In pomagaj nam odpuščati eni drugim. Mi rabimo tvojo pomoč, Jezus. In vodi nas po tvoji sveti pot. Tebi na slavo, Jezus. V Jezusa ime. Amen. Želim vam lep dan še naprej. Bodite blagoslovljeni in upam, da se kmalu vidimo.